Pomemben del dneva odprtih vrat je bil namenjen seznanitvi obiskovalcev z delovanjem Centra za hemodializo in prepoznavanju bolezni ledvic. Hemodializa je malo specifična, tukaj je bilo samo bolj iz radovednosti, kako hemodializa poteka, deluje, mogoče zanimanje bolj v tej smeri prepoznavanja, pravočasnega prepoznavanja bolezni ledvic. Ja, tako da največ zanimanja je bilo pa seveda tako, kako vsako leto beležimo pri merjenju krvnega tlaka in pa krvnega sladkorja ter pa holesterola. Tukaj je največ zanimanja. Obiskovalcem so predstavili tudi temeljne postopke oživljanja, ki rešujejo življenja. Če vidimo nezavestnega ležati na tleh, se mu približamo od spredaj. Najprej poskrbimo za lastno varnost, nato pa s tresenjem preverimo njegovo odzivnost. Če ugotovimo, da se ne odziva, zavpijemo v bistvu na pomoč. Nato preverimo še dihanje. Dihanje preverimo tako, da 10 sekund poslušamo, v bistvu opazujemo prsni koš in poslušamo in čutimo dih. Po 10 sekundah pokličemo 112 oziroma, če se nam to zgodi v bolnišnici, reanimacijsko ekipo in v bistvu začnemo s temeljnimi postopki oživljanja. Ne pozabimo, 2 umetnima vpihoma zraka vedno sledi 30 stisov prsnega koša. To delamo toliko časa, dokler ne pride reanimacijska ekipa oziroma nujna medicinska pomoč oziroma dokler pač zmoremo, če smo nekje zelo daleč v kakšnem gozdu. Kakšen je čas, da nekdo zadiha ponovno? Čisto odvisno je od pacienta, kaj se je zgodilo, je pa v bistvu tistih 10 minut začetnih, ključnih, da smo uspešni z našim v bistvu življenjem. Medicinske sestre so predvsem obiskovalke seznanile, kako življenjsko pomembno je redno samopregledovanje dojk, ki pripomore k zgodnjemu odkrivanju raka. Na stojnici imamo tudi model silikonske dojke z tumori, tako da dejansko se lahko z samim tipanjem prepoznale obliko tumorjev, pa kje se največkrat prepozna, se pravi pa tudi pravilno pregledovanje dojk. V bolnišnici opozarjajo, da bi vsaka ženska morala temeljito pregledati svoje dojke vsaj enkrat mesečno. Pri tuširanju po menstrualnem ciklusu, 10. dan po menstrualnem ciklusu, to je izjemno pomembno. Vemo, da je rak dojk na prvem mestu pri ženskah, tako da tudi izjemno pomembno pravočasno odkrivanje, kajti če pravočasno odkrijemo tumorčke oziroma karcinom ali rak, kar rečemo, je zdravljenje bistveno bolj uspešno.